Gospodarski minister podjetnikom obljubil prijaznejšo zakonodajo. V ospredju gostinske ponudbe na Mednarodnem obrtnem sejmu še vedno jedi žara. V Šmartnem v Rožni dolini se bodo prihodnje leto lotili obnove vaškega jedra. Iztok Kapušin bo v državnem prvenstvu Celjane prvič vodil jutri v Velenju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mednarodni obrtni sejem v Celju je v teh dneh večkrat obiskal tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek z ekipo. Ministrstvo je del svojega poslovanja iz Ljubljane preselilo na sejem, saj je tam mogoč neposreden stik z gospodarstveniki. Kot ugotavlja minister, je vzdušje med poslovneži dobro, obljublja pa tudi spremembe zakonodaje, ki bi slednjim omogočile lažje in učinkovitejše poslovanje. Minister Počivalšek poudarja, da je gospodarstvo temelj rasti in razvoja Slovenije, zato ni mogel mimo podatka o lanskoletni 2,4 in letošnji 3% rasti gospodarstva. Kljub zaustavitvi negativnih trendov pa države in gospodarstva to ne sme uspavati, saj je potrebno izvesti nadaljne strukturne reforme za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na prvem mestu zmanjševanje administrativnih ovir za domače in tuje investitorje, reforma davčnega sistema na področju obdavčitve stroška delovne sile. Smo namreč država, ki je ena med tistimi z najbolj obdavčenim stroškom delovne sile in ena med tistimi, ki ima najmanj obdavčen strošek kapitala ali pa kapital. In na tretjem mestu si prizadevamo za reformo delovnopravne zakonodaje v smeri večje prožnosti z namenom večje zaposlitve. 75% gospodarske rasti ustvarijo izvozna podjetja, ki konkurirajo na globalnem trgu, in prav slednja so izpostavljena konkurenci iz podjetništvu bolj prijaznih držav. Prav zato skuša minister z ekipo od podjetnikov na sejmu pridobiti čim več informacij. To je vedno lepši del našega dela, ustvariti stik s tistimi, ki se ukvarjajo z realnimi problemi, je vsaj za mene in za moje sodelavce neka dodatna vzpodbuda. Zakaj? Zato, ker na licu mesta dobimo čisto konkretne pripombe, sugestije na to, v kateri smeri bo potrebno razmišljati, zato da bomo njim omogočili, da bodo delali bolj uspešno. Skratka, dosti lažje se je pogovarjati z gospodarstveniki, podjetniki, kjer pač imamo na nek način eno skupno nalogo, da pridemo do boljših pogojev za samo poslovanje. Na sejmu sta se s podjetniki pogovarjala tudi državna sekretarja z gospodarskega ministrstva. Vsi razgovori so potekali v nekem, recimo temu, odnosu, ki ga mogoče v preteklosti ni bilo zaznati, se pravi zavedanju, da resnično poskušamo stopiti naprej in nasproti in jim pomagati, kot je že minister rekel, predvsem z ustvarjanjem pogojev, v katerih naj delujejo, ker dejstvo je, da pač finančne injekcije in vložki niso tisti, ki vodijo v napredek, ampak samo ustvarjanje pogojev. In na tem stališču jaz verjamem, da vsi stojimo, in jaz osebno pač verjamem, da je ta sejem neko izhodišče in tudi nam daje krila, da gremo naprej z energijo, ki jo imamo, in da pomagamo gospodarstvu, da bo kar se da najbolje delovalo. Minister se je dotaknil tudi davčnih blagajn, proti katerim so se na otvoritvi sejma izrekli obrtniki in podjetniki. Ni ključni problem v tem, davčne blagajne uvesti ali ne. Ključni problem je v tem, da bomo v ta sistem uvedbe davčnih blagajn zajeli vse subjekte, ki morajo pač svoje obveznosti državi
plačevati. Dodal je še, da pozna predloge tako obrtno-podjetniške kot gospodarske zbornice za izboljšanje pogojev gospodarstva, ter da se bodo pri pripravi sistemskih rešitev dotaknili večine izmed teh. Še ostajamo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. V naslednjem prispevku se bomo dotaknili gostinske ponudbe, ki je podobna kot prejšnja leta. Še vedno so v ospredju jedi z žara, tu in tam pa gostinci pripravijo še kakšno drugo jed ali sladico. Poleg sejmskih gostincev so svojo ponudbo v času sejma popestrili tudi tisti, ki imajo na sejmišču svoje prostore skozi celo leto. Čevapčiči, pleskavice, odojek in nekaj hitrih prigrizkov, kot sta kebab in hodok. To je glavna gostinska ponudba letošnjega Mosa. Gostilna Eurogurman v glavnem dela jedi žara in ražnja, tudi razne salate, malce dopoldan. Tako, obširno imamo vsega pomalo. Letos tako ponovadi vsako leto kebab, burek, hodok, ponujemo še pijače, pivo, pa ponujemo sladoled, pa palačinke, pa tako več vrst imamo te stvari. Naša ponudba zasega jedi žara, jedi izpod peke, kot je teletina, svinjski vrat. Imamo tudi nolončnice, kot je bograč, prebranec. Imamo pa tudi malo sladkega programa od palačink pa tiramisuja. Cene obrokov so na sejmu nekoliko više kot sicer. Gostinci v večini primerov to opravičujejo tudi z najemnino, ki jo morajo plačati organizatorju. Pa cene so po moje tako realne, recimo čevapčiči 8, kotleti 7, tako realna cena, glede na to, da je tudi najemnina zelo visoka, ne? In mi moramo se prilagajati tome. Če bi dobil nižjo ceno, takoj bi bila pleskavica nižja, ne? Nižja cena, ne? Cene usklajujemo z upravo sejmišča, tako da se najde za vsak žep. Najemnine so normalne, sejmišče je nekako upoštevalo naše mnenje, da bi mogel biti nekako sklenjen krog med kupcem in ponudnikom. Tako da mislim, da je zdaj že zadnje 2 leti za to zelo poskrbljeno. A tudi cene večine obiskovalcev ne motijo, če se le dobro je. In kako so leti zadovoljni s ponudbo? Odlična, raznolika, tako da je v redu. Prava za sejem, ne? Prava za sejem, tako. Za sejem je značilno, sam bi pa lahko bilo kaj bolj slovenskega tudi. Kaki golaži bolj na slovensko. Pa pričakujemo, to je fajn zadeva. Tako da to je ta prav za nas. Ko smo bolj tako navajeni, ne, da je še nekaj takega na žaru, pa doma nima se kaj takega pripravljati, pa tako da je ta prav, ja. Trenutno smo obiskali samo, smo šli neko malco pojesti, tako da lahko povem, da bograč je bil kar v redu, ne? Dober bograč, dočim teletina izpod peke žal ni bila dobra. Kaj pa pravite na cene? Na cene se mi zdi, da so bile kar, se pravi, povem lahko, kar smo jeli, pa boste pa vi videli, koliko je. 3 bograče, pa eno teletino, ne, eno porcijo teletine z eno pijačo, tako 3 male pive, ne vem koliko je bilo 56 €. Tudi gostinci, ki so na sejmišču celo leto, v času sejma ne počivajo. Zato je mogoče dobiti še malice in pice. Že po tradiciji pa največ obiskovalcev na Mednarodnem obrtnem sejmu zabeležijo konec tedna in med vikendom. Zato tudi gostinci takrat pričakujejo povečanje povpraševanja po njihovih dobrotah. Število obiskovalcev je zadovoljivo, imamo tudi lepo vreme, s tem, da pričakujemo pa večji obisk za vikend. Izgleda, upamo, da bo za vikend kaj boljše, ker zdaj ta dni je bilo malo slabše od ostalih let, pričakujemo, da bo vikend malo boljši. Če povzamemo, na sejmu zagotovo ne boste lačni, tudi ponudba je precej pestra. Od vas pa je odvisno le, koliko ste za svoj obrok pripravljeni odšteti. Mestna občina Celje in krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini se nameravata prihodnje leto lotiti ureditve vaškega jedra. Po dokončanju novega doma krajanov, ki so ga namenu predali konec prejšnjega tedna, bi to bila za Šmartno v Rožni dolini v kratkem obdobju še druga velika pridobitev. Krajevna skupnost načrtuje tu urediti eno vaško jedro, ki bi še bolj
pomenilo neko družabno in siceršno središče kraja, tako da verjamem, da verjetno ne v letošnjem letu, ampak da se bomo skupaj s krajevno skupnostjo že v naslednjem letu lotili tudi enega ureditvenega načrta tega prostora tu med šolo in pa med domom krajanov. V bistvu imamo že neko idejno zasnovo tega vaškega trga, ampak ta finančna sredstva, ki smo imeli sedaj za sam dom krajanov, iz tega nismo mogli graditi, imamo pa že v bistvu idejno oziroma kar že malo več kot idejno zasnovo, da bi v bistvu tole tle, kjer smo sedaj, bi postal nek vaški trg, ki bi bila povezava med šolo, večnamensko dvorano in pa samo cerkvijo. Naslednji naj bi bila neka lipa, pa parkirišča bi potem povečali in bi bilo res neka taka tudi informacijska točka, lahko bi bila tudi tržnica na nadaljnjem. Tako da imamo, plane imamo, ne, seveda. Po reprezentančnem premoru se bo ta konec tedna nadaljevalo nogometno državno prvenstvo. Celjane bo na jutrišnjem lokalnem derbiju v Velenju prvič v državnem prvenstvu vodil novi trener Iztok Kapušin, ki je na celjski klopi debitiral v sredo, ko so Celjani v osmini finala Pokala Slovenije s 3-0 premagali Muro. Celjski nogometaši so se po prihodu novega trenerja Iztoka Kapušina na hitro dvignili s pokalno zmago v Murski Soboti. Domačo Muro so premagali s 3-0, kar je za nadaljevanje sezone zelo dobrodošlo. To zmago proti Muri smo si zelo želeli, sploh si ne morem misliti, kako bi bilo, da tu tekmo ne bi dobili. Ne. Tako da dejansko je boljša atmosfera in v klubu, v slačilnici. Tudi mislim, da je dobra spodbuda za novega trenera in res bi rekel, komaj čakamo jutrošnjo tekmo, pa upamo na vse najboljše. Ne. Torej, trener je debitiral zmago, dejali ste, da se v Celju zaenkrat počuti odlično. Vete, ta odgovor bi vam sigurno še bolj povedal, kak je meni povedal in kako sem ja imel kontakt z njim, mislim, da je res zelo, zelo zadovoljen. Zdaj je pred rumeno-modrimi savinjsko-šaleški derbi. Jutri bodo nogometaši Celja gostovali v Velenju pri domačem Rudarju. Pa veste, to je vedno bil derbi, bi rekel lokalni derbi. Rezultati so možni, bi rekel, vse opcije so, ampak jaz upam na najboljše. Mi dejansko, bi rekel, počasi, skoraj da bi rekel, nimamo več pravice do kakšnega velikega kiksa. Skratka, moramo zbirati točke. Mislim, da smo jutri v situaciji, da lahko napadamo zmago. Če tudi so celjski nogometaši povsem na dnu lestvice, bi se lahko z zmago ali dvema kaj kmalu dvignili. Popolnoma se strinjam z vami. Ja mislim, da res, če se nam jutri poklopi ta tekma, pa naslednjo tekmo igramo doma s Krškim, pa tako naprej, mislim, da bo zelo lepo, ko enkrat pogledamo lestvico, pa se vidimo nekje na sredini ali proti vrhu. Predsednik celjskega prvoligaša Stevan Đorđević pa vsem privržencem celjskega nogometa jasno obljublja, da bo prihodnost celjskega prvoligaša svetla. Obetijo se lepši časi, verjamite vsi v NK Celje, a jaz kot predsednik uprava in trener igralci vam obljubimo, da prihajajo boljši čas. Daljšemu pogovoru s predsednikom celjskega kluba boste lahko prisluhnili nocoj v oddaji Tretji polčas, ki se na naši televiziji začne ob 20. uri. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno. Več oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo oblačno. Občasno bo deževalo. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep vikend in nasvidenje. Thank you.